Pozdravljeni na že tradicionalni četrti MMC-jevi filmski premieri. Letos sicer v netradicionalnih novih okoliščinah. Namesto iz kinodvorane se vam torej javljamo z tega distanciranega pogovora. Osrednja tema je letos film Asistentka avstralske režiserke Kitty Green. Nekako osrednje teme in ideje bosta mi pa pomagali osvetliti dve gosti, in sicer z mano sta filmska kritičarka Petra Meterc in direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač. Zdravo, pozdravljeni. Čau. Tako da, hvala, da ste se mi danes pridružili, ne? In mogoče bi najprej začela s Petro z nekimi bolj tesno filmskimi temami. In sicer najočitnejša nekako avtorska odločitev tega filma, za katero se je odločila Kitty Green, je to, da nam osrednjega antagonista filma nikoli ne pokaže. Torej, nahajamo se v nekem pisarniškem okolju, očitno produkcijskega podjetja za snemanje filmov. Šef je torej neka oseba, ki bi lahko bil Harvey Weinstein ali pa mogoče ne, nikoli ga ne omenimo z imenom, če ni on, je pa nekdo, ki ima pač podobne metode dela. In to je v bistvu prijem, ki je znan iz nekega drugega žanra, torej v bistvu iz grozljivk, natančneje celo iz filmov pošasti, torej da čim dlje odlagamo trenutek, ko se pač soočimo s to osrednjo grozo ali pa se sploh ne. In me zanima, kako potem to žanrsko opredeljuje Asistentko, ki je sicer seveda v najširšem pomenu besede drama, ampak vse na kakšen način recimo gradi atmosfero, tempira vzdušje. Jaz sem v bistvu ta film gledala kot nek thriller ves čas. Ravno zaradi tega, ker nek ta glaven protagonist oziroma glavna pošast ni prikazana, jo pa ves čas čutiš, ves čas je nekje prisotna v ozračju teh pisarn. In hkrati se mi je zdel to zelo dober prijem za neko mogoče malo bolj družbeno temo, ki se je film loteva ravno zato, ker s tem film sporoča, da ne gre samo za Harveyja Weinsteina, da gre pač lahko za kogarkoli in da dejstvo, da tej pošasti oziroma temu šefu, ki pač spolno zlorablja razne igralke in sodelavke in tako naprej, ne daš obraza. Ne? Torej s tem v bistvu vzpostaviš neko možnost, da so to različni ljudje, ne samo neka pošast z imenom in priimkom. Hkrati pa, kot si rekla, pravzaprav ta neprikazana pošast pa ves čas je v ozračju in meni se je v bistvu zdelo, da prav s tem, ko ves čas spremljamo obraz protagonistke, na katerem se slika ves čas neka groza, strah, pričakovanje tega, kaj še vse sledi, kaj jo čaka. Gledalci ves čas z njo, tudi zelo na neki točki te postane tudi zelo strah za to protagonistko, ravno zato, ker je pravzaprav v vsem tem okolju in vsem tem nekem strahu je ves čas sama. Ne? Ona nima nobenega zaveznika v teh pisarnah in tako kot v bistvu v nekih grozljivkah je sama v tem strahu in se nima ničesar za uprijeti, da bi jo malo pomirilo. Se mi pa zdi, da film tako zelo pogosto v bistvu se s tem žanrom spogleduje tudi takrat, ko v bistvu zaslišimo glas šefa, ko on jo, mislim, da dvakrat pokliče in jo tudi nadere in jo zmerja in tako naprej. Mi v bistvu njegovega glasu ne slišimo zelo razločno, ne slišimo čisto razločno, kaj vse govori. Občutek dobimo seveda, ampak recimo prav te telefonske klici so mene spomnili na te situacije v grozljivkah, ko nek ta morilc oziroma nekdo, ki nekoga preganja, pokliče žrtev po telefonu in ji pač to grožnjo nekako prek telefona zamomlja z nekim tem mal nerazločnim glasom. Tako sem jaz takoj slišala pač glas tega šefa. Drew Barrymore v Kriku. Ja, recimo. Zdaj, to je prvi igrani celovečerec te režiserke Kitty Green, zato je tudi verjetno film v sekciji Perspektiv. Predtem se je pa ukvarjala z dokumentarnim filmom, mogoče jaz lahko priporočam, če ljudje niso še videli, dokumentarc Ukrajina ni bordel, ki tematizira to feministično gibanje Femen, pa dokumentarc Casting Joe Benney, ki pa v bistvu razmišlja, kako je lahko umor otroka postal neka popkulturna senzacija. Torej v bistvu
se dotika tem žensk v medijih, ne, kar potem je tukaj asistentka mogoče neke vrste lahko nadaljevanje. V glavnem, zanima me, če misliš, da ima tudi asistentka elemente tega opazovalnega dokumentarca, ne, ker jo pač v bistvu res neko distanciranostjo, ampak zelo pozorno jo ves čas kamera spremlja, ne, pri povsem takih banalnih, vsakodnevnih opravilih. Ne. Sicer sama avtorica navaja kot enega od svojih ključnih vplivov to slovito belgijsko avtorico Chantal Akerman in pač njeno prelomno delo Jean Dielman iz leta 1975, kar je sicer igrani film. No. Ja, mislim, pristop je vsekakor opazovalen na ta način, da dialogov je v bistvu precej malo, razen pač nekih teh zelo naključnih naključnih fraz, ki si jih izreka ta asistentka s svojimi sodelavci, sicer pa tudi ona zelo malo govori in že mogoče samo to, da pač dialogov res ni veliko, da ves čas smo osredotočeni praktično bodisi na njen obraz, bodisi na njena opravila, je meni zelo dokumentaristično izpadlo. Hkrati pa jaz, mislim, tudi sama sem dobila občutek Chantal Akerman v teh, predvsem v teh opravilih njenih, ki jih pač kot ta junior assistant, torej deklica za vse v pisarni mora upravljati. Režiserka se pravzaprav tem opravilom precej posveti, ne, ko ona čisti pisarno, ta cel proces posname od začetka do konca, kako daje stvari iz škatle, zato da jih bo prinesla šefu, kako pomiva posodo v kuhinji. In v bistvu je to neko nevidno delo, ne, ki ga podobno kot Chantal Akerman slika tukaj režiserka, s tem, da pač v primeru Akerman gre za neko gospodinjsko delo, tukaj gre pa za neko pravzaprav nevidno delo ženske v takem pisarniškem korporativnem okolju, kjer sicer je verjetno njena služba to, da sedi za pisarniško mizo in se pogovarja po telefonu in ureja zadeve, ampak hkrati je ogromno še nekih teh malih stvari, ki padajo na njo ravno zato, ker je pač najnižje v tej verigi zaposlenih in verjetno tudi zato, ker je ženska. Zdaj v najširšem smislu film pač tematizira vprašanje zlorabe položaja, zlorabe moči ljudi, ki so pač na teh najvišjih položajih. In v bistvu zelo se mi zdi nazoren način pokaže, da okrog samega storilca je vedno cela mreža ljudi, ki so v bistvu na nek način trenirani, da odvrnejo pogled, kadar je to potrebno, torej da se vsak briga samo za svoje neposredne zadolžitve in ne postavlja nobenih vprašanj in recimo lahko pride celo do nezakonitega početja, do zločinov in je vpletenih kar naenkrat cel kup ljudi, ki so v bistvu samo izvrševali ukaze, opravljali svoje delo. Ne. V kolikšni meri lahko po tvojem mnenju tukaj govorimo o sokrivdi? Ne? A so to potem, lahko govorimo o sostorilcih ali je mogoče sprevrženo tukaj prelagati krivdo na ljudi, ki v določeni situaciji nimajo nobene ali pa skoraj nobene moči? Mogoče bi jaz kar z enim primerom začela iz domačega okolja. Ko smo v inštitutu začeli zbirati pričevanja o spolnem nadlegovanju in nasilju, smo naleteli na zgodbo ene izmed ljubljanskih osnovnih šol, kjer je učitelj športne vzgoje vsa leta, ko je bil zaposlen na šolah v naravi, preverjal, če punčke niso nosile spodnjega perila, ko so šle spat. To je bilo pač njegovo navodilo in to je desetletja preverjal. Ta učitelj je učil do penzije, dobil je celo neko nagrado za dobro delo v šoli in zgodba je potem prišla ven, ko je o tem spregovorila ena oseba, ki se je spomnila ob branju teh pričevanj na to. Ne. In zakaj zdaj to omenjam? Sama si zelo predstavljam, da tako, kot imamo v tem filmu asistentko, bi lahko imeli recimo zgodbo učiteljice, ki je to spremljala, zgodbo starša, ki se je mogoče s tem soočil, kar nakazuje na to, da spolno nadlegovanje in nasilje nikoli ni neka individualna stvar. Vedno je posledica strukture, ta neka individualna izkušnja pa to strukturo razkriva. In kaj se zgodi, kako ta struktura reproducira spolno nadlegovanje in nasilje? Navadno je storilec nosilec neke avtoritete ali, tako kot v primeru našega učitelja, nekega statusnega simbola zaupanja ali pa pač v primeru filma ima neko odločevalsko moč, ima denar, ima pozicijo in okoli njega so ljudje, ki so iz različnih razlogov tiho,
ne spregovorijo ali pa celo tako zelo se fokusirajo na svoje naloge, da v resnici pač niti ne zaznajo zares, kaj se dogaja. Tako da jaz tukaj vedno govorim o problemu sistema, ki v bistvu to vedno znova proizvaja in jaz mislim, da dokler bomo živeli v taki družbi, bo tudi spolno nadlegovanje in nasilje prisotno. Ok, hvala za ta nazoren primer. Zdaj, Mogoče bi dodala samo to, da v tem filmu je v bistvu, se mi zdi zelo eksplicitno prikazana ta sokrivda prav v teh mislim, na neki točki, ko pač asistentka pripravlja pisarno za nek sestanek, pridejo noter sodelavci, ki čakajo na nek sestanek in pač takoj pride na plan neka šala, da se pač na ta kavč ne smeš usesti. Ne? In vsi se tej šali smejijo. In torej vsi razumejo, ne? Vsi razumejo, zakaj gre in vsi vejo, zakaj gre, ampak pač seveda želijo obdržati svoje privilegije. In to je mene v bistvu zelo spomnilo na neke situacije, ki so se dogajale, preden je recimo ta škandal z Weinsteinom prišel ven, kjer so se recimo voditelji nekih prireditev, ne vem, Oskarjev oziroma Golden Globesov ali pa kaj podobnega, pravzaprav že pred vsemi temi razkriti šalili na račun Weinsteina, šalili na račun tega, da ne smeš k njemu iti v sobo. Torej je v bistvu cela industrija za to vedela. Zelo podobno pa recimo, ko smo mi zdaj izbirali zgodbe o kulturi v Sloveniji, o dogajanju v kulturi je bil zame en tak simptomatičen trenutek, ko smo imeli branje teh zgodb, smo vsi vedeli, o kom se govori, noben tega ni izgovoril na glas in te ljudje še vedno hodijo naprej. Tako da se mi zdi, da lahko na take primere pokažemo povsod in tudi pač mi nismo izjema. Seveda. Zdaj, v najširšem smislu, ne, v tem filmu je primer toksičnega, torej zastrupljajočega delovnega okolja. In jasno je, da toksično okolje ne pomeni samo direktno spolnega nadlegovanja. Ne. Recimo, primer naše asistentke pač celo atmosfero v pisarni zastruplja že ta vzkipljivost nevidnega direktorja. Tako da recimo, kako definiramo tako delovno okolje? Meni se zdi, da ta film res izjemno pokaže nianse tega ustvarjanja toksičnega okolja. Najprej imaš enega kapricioznega vodjo, kjer mu se v bistvu vsi že vnaprej skušajo ugotoviti, skušajo narediti vse, da on ne bo vzkipel. Vejo, kaj so te trenutki, ko boš ti nasrkal zaradi neke njegove osebne stvari in jih skušajo na vse preteke recimo preprečati. Druga stvar, ki pa je recimo tudi blazno problematična in se tudi tukaj lepo pokaže, pa je ta normalizacija te toksičnosti strani drugih zaposlenih. Recimo v filmu je to ponazorjeno, to pravijo tudi pričevanja na strani Delozlom, da obstajajo ljudje, ki pridejo v delovno okolje, pa ugotovijo, da stvari, ki se dogajajo, niso ok. Ne vem, da šef sil zaposlene, da perejo njegov avto, da šef sil zaposlene, da nosijo njegove cunje v čistilnico, da opravljajo nekaj, hodijo po otroke in podobno. Ali pa samo, da pač res pritiska na njih in posega v njihovo zasebnost in hoče o tem spregovoriti, tako kot je hotela tudi asistentka, hočejo nekaj narediti in potem se pa aktivira ta neka cela mreža različnih ljudi, ki te pri tem zaustavijo. Ali ti rečejo, kako se moraš upravičiti, da bo vse v redu in ne rečejo, to je njegova odgovornost, on v tem trenutku ni korekten, mi stojimo za tabo, ali ti mogoče rečejo, da se moraš prilagoditi, da je to pač svet, v katerem delaš, da nisi več mlad, da si več ne moreš takih stvari prvoščati, ali pa celo nate zvalijo to neko krivdo. Kar mene skrbi je to, da so recimo pričevanja na Delozlomu pokazala, da je to vedno bolj normalizirano. Torej, da če po eni strani imamo na polju spolnega nadlegovanja in nasilja zdaj že te neke množične kampanje, ki govorijo, kaj vse ni ok, se mi zdi, da tega na področju delavskih pravic ni. Še ena stvar, ki pa recimo v filmu ni pokazana, pa govorijo ravno pričevanja na Delozlomu, pa je to, koliko bolj intenzivno se to še dogaja pri prekernih zaposlitvah, pri samozaposlenih, torej v zaposlitvah, kjer ti lahko v trenutku ostaneš brez vsega in kjer se v resnici neka ta tvoja meja s tem, da greš lahko ti vsaj domov, ona je lahko šla domov, se tukaj zabriše in tega ni. Ja, ne, to res. Imaš prav, da tukaj ne gremo explicitno na področje prekernosti, ampak vendarle
nekako se mi zdi, da film na nek način osvetljuje položaj delavca in sicer pač v zadnjem letu smo verjetno tudi po zaslugi tega neznanskega uspeha Parazita, se mi zdi, da smo ozavestili gledalci, da se zelo veliko filmov ukvarja z vprašanjem, saj posredno, delavskega razreda, če pa ne to, pa saj vprašanjem kapitalizma in mogoče pod vprašaj postavljajo, koliko je res kapitalizem to vertikalno mobilnost, ki nam jo obljubljajo, koliko je res to realna možnost. A se ti zdi, da, recimo Petra, da bi asistentka lahko v najširšem pomenu sodila sem zraven med te filme? Ja, gotovo. V bistvu, mislim, meni se zdi, da celo mogoče se ta film precej enakovredno ukvarja tako z problematiko spolne zlorabe, kot tudi pač samo situacijo te asistentke in njenim položajem vsem tem skupine. Predvsem je, mislim, mogoče pač ne moramo lih reči, da je ona iz delavskega razreda, ker pač dela v neki precej uspešni firmi, ampak pač seveda, tako kot si rekla, njen cilj ni, da bo večno asistentka, ona želi pač nekoč postati producentka, ampak zato, da bi lahko postala producentka, očitno čuti, da pač je edina pot tako, da začne kot ta deklica za vse, in da se pravzaprav ukloni vsemu, kar pač ji to delo prinaša, in da se uklanja tudi vsem mikroagresijam, ki so pač v tem delovnem razmerju prisotne. Tako kot je tudi že Nika rekla, ne gre samo za tega šefa, gre za celotno okolje in to tudi film zelo nazorno in zelo detaljno ves čas nekako nam postavlja pred oči. Tudi recimo na točki, kjer je skupaj s temi dvema sodelavcema v pisarni, je očitno, da je pač ona tista, ki je zadnja prišla v pisarno in jo zato ona dva na njo prelagata vse najbolj zoprna opravila. Tudi velikega čustvenega dela, recimo, ko žena pokliče šefa, takoj želita, da pač se ona z njim pogovarja. Enkrat, ko prinese sendviče sodelavcema, eden od njih pač je čist nejevoljen, ker mu je prinesla sendvič s puranom in ne s piščancem. In to so vse neke mikroagresije, na katere se ona pač ne sme odzvati. Ona pravzaprav razbiramo iz njenega obraza neko napetost, razbiramo to, da pač je mogoče včasih celo na robu solz oziroma da pač se težko spopada s tem, ampak hkrati ves čas nekako pač te stvari pogoltne, pač nekako stisne zobe in gre dalje. Zdaj, Petra omenja, da ja, na naša Jane asistentko pade veliko nalog, zato ker je pač zadnja prišla v ekipo. In to je seveda res, ampak obenem se mi pa zdi, da je dodaten element tega, da je pač v tej svojem ožji delovni skupini je pač edina ženska. In se mi zdi, da je delitev dela pogojena tukaj tudi s spolom, kar pa ni za to v bistvu nobene jasno pravega razloga. Se pravi, ko nek konsens obstaja, katera dela so ženska dela in avtomatično padejo na nje. Torej, ko se v pisarni pojavijo neki otroci, za katere je treba skrbeti, bo to naredila ženska in tako naprej. In zdaj, seveda, filmska industrija, ki jo imamo tukaj, je samo primer enega velikega sistema. In me pač zanimajo tvoje oziroma vaše izkušnje, na katere recimo naletite ali pa pričevanja pri svojem delu. Ali je to tudi način mogoče marginalizacije pa zaustavljanja žensk na karierni poti? Ja, jaz sem šla malo brskati v bistvu za različnimi oblikami kršitev, ki se ljudem dogajajo, sploh v javnem sektorju, tako pri nas, kakor po svetu. In kar je zelo zanimivo, je vedno to, da opravljaš delo za svojega šefa, za njegovo privatno sfero, kar absolutno ni tvoja naloga. Pri tem se pa zgodi neka delitev, da navadno so ženske tiste, ki tako kot v filmu čuvajo otroke, lažejo ženi in po možnosti grejo v čistilnico, moški pa kaj prevažajo kam in peljejo proti avto. Tako da tukaj neka ta zelo stereotipna delitev pa spolu absolutno je prisotna. Je pa še ena stvar in sicer ta stvar je to, da kar smo mi opazili, je to, da obstajajo poklici, ki v bistvu načrtno iščejo ženske in v katerih je pač večja verjetnost spolnega nadlegovanja in nasilja, ali pa je to že skoraj del
nenapisan del poklica. Vsi se verjetno spomnimo strani, katera je na smeni, kjer so v bistvu moški pošiljali fotografije natakaric in jih ocenjevali, na podlagi tega se odločali, a bojo šli pit kavo ali ne. To spet kaže na neko dodatno obliko. Zdaj vprašanje, ki se je meni zastavilo, ko sem gledala ta film, je, kakšna je razlika med plačami teh treh ljudi, ki so v pisarni, torej a ima ona isto plačo kot ta dva fanta, ki sta z njo ali ne. In še eno vprašanje je, kaj bi se z njo dogajalo, če bi bila recimo ona moški, a bi ta dva fanta imela tak odnos do nje ali ne, a bi se vzpostavilo neko tovarištvo, neko zavezništvo, kakor sta ga ona dva med sabo imela, ali pa pač ne. Tako da se mi zdi, da vedno te stvari so povezane in zato se mi zdi, da ta film zelo lepo šolsko pokaže, kaj so vse stvari, ki jih moramo upoštevati, ko govorimo o spolnem nadlegovanju in nasilju. Eno je neka razredna pozicija, torej katero delo kdo upravlja, na kakšni poziciji je, koliko je odvisen od dela, drugo pa je recimo prešitje s spolom in neke nove nianse tega nadlegovanja, nasilja in pomanjkanja zavezništva. Zdaj, od nekako začetka gibanja Jaz tudi, ki se je začelo seveda v Hollywoodu in čist najbolj javnega razkritja te afere Weinstein je zdaj minilo že, kdaj je bilo to, leta 2017, torej kar ne par let, in počasi smo že prišli do točke, da tudi sama filmsko umetnost začenja reflektirati ta vprašanja na pač izrecen način, ne? In recimo dobili smo lani prvi zelo mainstreamovski film na to temo, torej film Bombshell oziroma One so bombe pri nas, in to je film je dramatiziral dogodke, ki so pač privedli do padca Rogerja Ailesa, prvega moža Fox News, ne. In obema filmama je v bistvu skupen ta neko srednji pristop, torej da sta se avtorja vedno odločila dati v ospredje same ženske in ne Weinsteina oziroma Rogerja Ailesa, pač teh zlobcev, o katerih pač teče beseda, torej ženske, ampak obenem je zelo različen ton, ki ga bereta oba filma in obenem tudi se mi zdi drugačna poanta, no, kako si ti to dvoje sprejemala? Ja, One so bombe mi je bil zanimiv film za pogled, predvsem se mi zdi, da je igra v tem filmu res vrhunska. In telesne preobrazbene igralke. Ja, igralke so čudovite in tudi v bistvu to, kako poosebljajo neke te situacije, v katerih so se torej novinarke oziroma TV voditeljice v tej medijski hiši znašle, so super prikazane. Recimo, meni je bil en čudovit prizor, kjer mislim, da se ena od delavk tam pogovarja z nekim producentom na eni kavi in on jo začne takoj osvajati. In potem slišimo ta njen notranji monolog, ki se govori, ona si v glavi govori, samo delaj se zmedeno, ne, torej pač imej zmeden obraz, torej pač mogoče te bo to rešil, ne, da pač ne veš, zakaj te on zdaj tukaj osvaja in te situacije so mi bile čudovite, mogoče malo manj so mi bile pa všeč v bistvu te neke eksplicitne podobe tega samega nadlegovanja, torej tega, kaj se dogaja v tej pisarni, tega, kar v asistentki ne vidimo, ne. Ker so mi ti prizori včasih, mogoče to samo moj oseben oziroma pač filmsko-kritiški pogled, da so mi te situacije oziroma te prizori včasih malo eksploatativni, ne. Neprijetno mi jih je gledati, včasih se mi zdijo tudi malo nepotrebni in senzacionalistični na način, na katerega so pač prikazani in se mi zdijo nepotrebni, ker kot vidimo asistentki ni treba pač teh žensk postavljati v to pozicijo, ni treba, da gledamo zločin za to, da bi začutili, kaj se tem ženskam dogaja. Mogoče tudi ena stvar je to, ne, da pač tudi pri tem filmu One so bombe je ta glavni zločinec, ne, prikazan kot pač en tak neprivlačen, star človek, ki pač za katerega vsi poudarjajo, da je kot Jabba the Hutt in da pač ni privlačen in nobena si ga ne bi želela, ne, če tako rečemo. Ker pač, ja, seveda, mogoče pač je tako tudi bilo, ampak mogoče film mi je bolj pri asistentki všeč ravno to, da pač ni podobe tega zločinca, ker pač ni nujno, da je pač
ta pošast nekdo, ki zlorablja, nekdo, ki pač ni fizično privlačen in je star. Ne? Lahko v bistvu je to tudi človek, ki je privlačen, ki je na videz pač zgleda prijazen in tako naprej. To me je zmotilo malo. Pa mogoče tudi film malo pozabi oziroma namenoma zanemarja aspekt tega, kje se pravzaprav vse skupaj dogaja, ne? Da pač je to tudi neko okolje Fox Newsa, ki s svojo politiko in s podpiranjem določenih ameriških politikov, med drugim tudi pač Trumpa, pravzaprav ne dela nobene usluge ženskam. Tako da dejstvo, da se na koncu filma nekako ženske uprejo in je to čaščeno kot nek ženski upor znotraj medijske hiše, še ne pomeni, da ta medijska hiša zares pripomore k čemurkoli na področju ženskih pravic. Tudi ja, se vsem strinjam, vključno s tem poudarkom, da se mi zdi, da je bil tam neka končna poanta pri One so bombe, da kako je fino, ko ženske končno enkrat stopijo skupaj in potem lahko dosežejo padec nekega mogočnega človeka, ne? Ampak ni bilo pa obenem poudarka na tem, kakšni faktorji so pripomogli k vzpostavitvi sistema, kjer se pač napredovanje pogojuje s spolnostjo. Ne? In to me potem pripelje naprej, ne, do seveda gibanje. Jaz tudi v Hollywoodu nas zanima predvsem zato, ker je bilo pač nek zelo močen katalizator in je nekako spodbudil ženske v različnih panogah in seveda tudi onkraj Hollywooda, da so se opolnomočile do te mere, da so spregovorile pač in o spolnem nadlegovanju in o drugih pač zlorabah moči. In potem je prišla pa ta naslednja faza, ko so zgodbe prišle v javnost, in sicer odziv javnosti, pa tudi pač odziv ljudi čisto v zasebni sferi. In je bilo vedno, skoraj brez izjeme, je tukaj neka ogromna stopna nejevere, če pa že ne nejevere, pa v bistvu obsojanja oziroma prelaganja krivde na te ženske, ker naj bi se domnevno okoristile sistemom, kjer se da napredovati s spolnostjo. Manj ljudi, bistveno manj se pa pod vprašanje postavlja neke odgovorne, ki so pač vzpostavili sistem, kjer se napreduje s spolnostjo. Ne vem, a se da sploh v tem kratkem pogovoru razloge za to izpostaviti, za to besno branjenje statusa quo? Ja, prva stvar, ki se mi jo zdi pomembno povedati, je to, da je ta ključni jaz tudi MeToo bil uporabljen že prej. In sicer uporabljen je bil v predmestjih, kjer so predvsem temnopolti na nekih terapijah govorili o tem, da so bili deležni te izkušnje in to uporabljali kot neko sredstvo opolnomočenja, da so tudi oni povedali, da se je to zgodilo. Potem pa, ko se je v bistvu zgodil ta tweet Alice Milano, ko je šlo pač to vse povsod po Twitterju, po Facebooku in po družabnih omrežjih, pa je to kar naenkrat postala stvar Hollywooda. In o njej se je že takoj začel poročati zelo senzacionalistično. Naslovi so v bistvu dajali pozornost na te posameznice, sploh ne na vse, ki so se oglasile, ampak predvsem na te belopolte. Recimo igralke mehiškega rodu sploh niso dobile priložnosti svoje zgodbe povedati v intervjujih. In že ta način poročanja je vzpostavil nek prostor za najrazličnejše odzive, ne? Ki pa seveda niso utemeljeni in niso pravilni. Jaz jih povezujem z večjimi stvarmi. Prva stvar je to, da te žrtve ne izgledajo žrtve, da imamo mi eno zelo stereotipno predstavo o tem, kako naj bi žrtev mogla delovati in da bi to mogel biti nekdo, ki je nežen, mil, ki ga ti zaščitaš. Pač hollywoodske igralke to niso, imajo sredstva za odvetnike, imajo stanovanje, dobro izgledajo, imajo svoje kariere. In tukaj potem pride ta neka prva reakcija. Druga reakcija pa je tudi to, da so ljudje, ki branijo sistem, so ljudje, ki branijo ljudi, ki so v tem sistemu, zaradi tega, ker preprosto hočejo obdržati, tako kot je Petra rekla na začetku, te svoje privilegije in vse to, kar se ima. Bi pa jaz rekla, da jaz mislim, da kljub tem nekim negativnim odzivom, ki so se pol razvijali, naprimer še po Franciji, naprej pa po različnih evropskih državah, je to gibanje dalo tudi Time's Up kampanjo, kjer so v bistvu se te zvezdnice odločile financirati neke sodne stroške, delati na tem, tako da jaz
vseeno vidim tudi odzive na sam MeToo bolj kot pozitivne, kot na negativne. Je pa problem, ker je po drugi strani bila pol spregledana ta neka razredna perspektiva, ker smo se ukvarjali samo s temi premožnimi znanimi in so recimo ostale spregledane zgodbe mehiških sobarc, zgodbe delavk v McDonald'su in tako naprej. Zdaj, seveda v filmski industriji so na teh ključnih vodilnih položajih večinoma moški in to ne samo v filmski industriji, ampak marsikje, ne. In jasno, boj za več žensk na pozicijah moči, kaj lahko v končni fazi največ doseže, razen pač seveda koristi za konkretne ženske, lahko to recimo konkretno pripomore k razgradnji patriarhata, ali to samo postavi ženske v položaj perpetuiranja, nadaljevanja določenih vzorcev? Ja, jaz mislim, da če ima ena firma v upravi same ženske, pa še vedno eksploatirajo delavce na Bližnjem vzhodu, da je to v bistvu čisto vseeno, a so v tej firmi ženske ali moški. Vedno se je treba zauzemati za pač spremembo sistema, za spremembo politik. Te neki kozmetični popravki pa po mojem mnenju ne doprinesejo praktično nič. In spolno nadlegovanje in nasilje ali pa neko nadlegovanje na delovnem mestu je zmeraj stvar moči. Moč pa tudi pri takih menjavah ostane. Tako da jaz osebno nisem zagovornica kvot v tem smislu, da verjamem, da spreminjajo svet, so pa kdaj sredstvo, da upajo kakšne ženske, sploh hitno kakšen položaj, kaj narediti, kaj sprobati, ampak kdaj je to tudi zelo slabo. No? Ja, mogoče pri filmski industriji, zanimivo je tudi v filmu, kako na točki, ko se gre pač ta naša asistentka pritožiti na human resources, oziroma gre pač dati to od sebe in potem je on seveda prepriča oziroma ji nekako zelo jasno pove, da pač ta pritožba nima nobenega smisla oziroma da bo izgubila službo, jo potem vpraša pač, kaj hoče ona postati in ona reče, da hoče biti producentka in potem je on zelo pokroviteljsko reče, ja, ženskih producentk je pa pač res malo v industriji, rabimo jih in to je res težek poklic. In tukaj se vidi v bistvu ta dvojnost, neko navidezno zagovarjanje žensk v nekih poklicih. Seveda pač res je malo ženskih producentk, ampak on to v bistvu izrabi proti njej in na nek zelo pokroviteljski način. Čeprav, ja, seveda je pa dejstvo, da še vedno je pač v filmski industriji proporcionalno veliko manj ženskih režiserk, ženskih producentk, ženskih pač direktorc kamere in tako naprej, kar je pa problem že v bistvu od samega začetka, ravno zdaj na mestu žensk, ko smo lahko gledali filme Delfin Seyrig, ki je z Carol Rosopoulos šla v Hollywood tudi posnet en dokumentarc o tem, kakšna je situacija z igralkami bila takrat. Vidimo, da se od takrat, od 70-ih do danes ni toliko veliko spremenil. In tudi ko recimo Delfin Seyrig govorijo o delu z moškimi režiserji in potem o delu z ženskimi režiserkami, je mogoče edino v tem razlika, da se v nekih teh okoljih, mogoče, kjer so filmske ekipe lahko pretežno ženske, vzpostavi mogoče malo drugačen odnos do znotraj celotne filmske ekipe. Seveda je to vedno pogojeno, ampak se mi pa zdi vseeno to pomembno, da se neka ta okolja vzpostavljajo, ker ni več čudno, da je recimo večina filmske ekipe ženska. No, recimo, če bo kakemu gledalcu ta film služil kot iztočnica za mogoče razmislek ali pa za naprej filmsko raziskovanje, a imaš mogoče kakšna izrecna priporočila avtoric, ki recimo tematizirajo kakšno vprašanje položaja žensk ali pa... Ja, mislim, mogoče tako čisto iz zadnjega leta se mi zdi zelo izjemna serija Lahko te uničim, Michaele Coel, ki se v bistvu ukvarja z situacijo posilstva in z odzivom na posilstvo žrtve in se v bistvu cela serija se s tem ukvarja na zelo
nekonvencionalen, pa zelo nestereotipen način. Meni je bilo to pač nekaj najbolj svežega v zadnjem času, ker sem gledala na področju te tematike. Zdi se mi, da ta serija čudovito raziskuje tudi v bistvu neka siva področja, ki pridejo v tej pač neki tematiki spolnega nadlegovanja. Tako kot v bistvu ta glavna junakinja na eni od srečanj na svoji terapevtski skupini v bistvu razlaga, da največ stvari se zgodi v bistvu na neki tanki meji, tega, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. In tisti, ki so storilci, v bistvu zelo dobro poznajo te meje, zelo dobro vejo, po kateri meji lahko stopajo in kako pač te neke svoje prestopke oziroma zločine izvajati, da bodo še vedno varni. In to se mi zdi, da pač tudi pri tem filmu je nekako jasno, da ima ta šef več varovalk, kot jih bo kadarkoli imela ta asistentka, pri čemerkoli počne. Priporočila bi tudi od letos film Never, Rarely, Sometimes, Always Elize Hitman, ki je bil prikazan v Berlinu, ki se sicer ne ukvarja s spolno zlorabo, se pa ukvarja s trenutno tudi zelo aktualno temo dostopnosti do prekinitve nosečnosti, ker se mi zdi, da na podoben način kot asistentka se pravzaprav usmeri v ženski pogled, usmeri se v to, kaj se ženski dogaja, ko gre čez nekaj takega, kot je prekinitev nosečnosti, in da tudi pač tej glavni junakinji v filmu ves prostor, da začutiš res neke nianse teh počutij in teže odločitev, ki pridejo s tem. Še eno priporočilo je pa mogoče en star dokumentarec iz leta 2013, dokumentarec Anita, ki pa govori pravzaprav o Aniti Hill. Ona je bila v bistvu vpoklicana leta 1991 v Ameriki na nek zagovor, ko so sprejemali vrhovnega sodnika, tako kot 2 leti nazaj v primeru Kavanaugh, je bilo podobno leta 1991. Anita Hill je bila takrat mlada afroameriška pač zaposlena v nekih državnih inštitucijah in njo so vpoklicali, da je pričala proti vrhovnemu sodniku, ker je pač ko je pač delala z njim in je bil on njen šef v preteklosti, pač prestopil te meje in pač spolno zlorabljal. In je ta dokumentarec v bistvu en čudovit prikaz tega, kako ženska mora nastopiti proti vsem, kadar pač želi povedati, da se je nekaj zgodilo, oziroma v tem primeru zaradi pač zakona in nekih sodnih postopkov je v to pravzaprav prisiljena, ona mora pričati. In v tem dokumentarcu pravzaprav spremljamo sojenje oziroma presojanje komisije 12 belih moških, ki zaslišujejo Anito Hill, afroameriško pač mlado žensko in se z vso močjo pravzaprav tudi nekako spravijo na njo in jo zaslišujejo in dvomijo v to, kar reče. Mogoče samo en tak zanimiv aspekt, zakaj sem se tudi na to zdaj spomnila, je to, da pač predsednik te komisije takrat, oziroma mislim, da tisti, ki je pač bil na čelu te komisije leta 1991, je bil Joe Biden. Tako da priporočam ogled tega dokumentarca. To kot tem napredku zgodovine. Prav. Jaz bi se obema zahvalila, da ste mi res z nazornimi primeri ilustrirali situacijo in uvid filmski, za vajen filmski uvid. Hvala še enkrat, upam, da smo vas zainteresirali za ogled, če filma še niste videli, in najlepša hvala za pozornost in se vidimo, upam, na naslednjem Lifu v živo. Hvala za povabilo. Ja, hvala.